Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14.20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober večer na netipičnem predavanju pozitivne psihologije za boljše življenje, kajti to predavanje danes je naslovljeno kot prijazna prodaja in mi do zdaj še nismo imeli predavanja na temo prodaje. Prodaja, kupite. Včasih morda imamo tak občutek, da so prodajalci vsiljivi in da nam ves čas želijo nekaj prodati, česar mi ne rabimo. In zdaj, če pomislite, kaj da pravzaprav vsi potrebujemo neke prodajne veščine. Zamislite si učitelja, ki želi za projekt navdušiti svoje učence. Mislim, da bo potreboval malo prodajnih veščin. Kaj ti meniš? Ja, lepo je vse ravno razlagam, ne, vsak, za kogar delamo, je fino, da ga tretiramo kot naša stranka, ki mi delimo neko vrednost. In v tem smislu vsako delo je delo za ljudmi in vsakič, ko mi dodajemo neko vrednost človeku, hočemo to narediti na način, da bo on to vrednost tudi začutil in si zaželel. Tako da tudi, če je neskončen monopol, je še zmeraj dobro, da to naredimo na način prijazne prodaje. S temo prijazne prodaje bo z nami Nina Dušič-Hren, ki je psihologinja in trenerka mehkih veščin, komunikacije, javnega nastopanja in prodaje tudi. Je tudi podjetnica, ki s svojo organizacijo Dober stik skrbi za dobre stike med ljudmi. Delavnice vodi po različnih fakultetah, podjetjih in prisega na interaktivnost in skrbi za praktične napotke. Zato sem prepričana, da se bomo danes veliko naučili, ne glede na to, ali delamo v gospodarstvu ali v javnem sektorju, ali smo zaposleni ali smo podjetniki. Nina je tudi čudovita in zelo dostopna oseba, tako da vam bo znala marsikaj povedati o nastopanju in o prodaji na ta svoj topel način, zato maksimalno vabljeni k postavljanju vprašanj. Na tej točki bi pozdravila tudi naši zlati Dijano Kavčič in Alenko Pirih, ki sta že v akciji, torej vodita to pisno komunikacijo z vami in vas spodbujata k vprašanjem oziroma vam odgovarjata na kakršnakoli vprašanja. Oni dve boste tudi dali v chat na Facebook in YouTube link ali spletno povezavo, kamor boste kliknili za pridobitev potrdila. In oni dve boste dali v chat tudi link za pravno mrežo za varstvo demokracije in za ekologe brez meja, kamor naj, lepo prosim, gredo vaša donacijska sredstva, zato ker lahko imate ta predavanja brezplačno. Zakaj pa so brezplačno, Blanka? Zaradi tega, ker znamo tudi midve dobro prodajati in sva idejo o 7. konferenci kreativnosti in inovativnosti prodale našim
podpornikom. Prodali svojo Epilogu, Zavarovalnici Triglav, Telekomu Slovenije in pa še Result, AMZS, Lek Novartis, Salus ter Geni Sonce, prav tako tudi medijskim partnerjem Delo, Media Marketing in podjetnik.net. Zato so nas finančno podprli, mi pa lahko podpremo vas z novimi znanji in veščinami. Kaj še lahko vi naredite, poleg tega, da donirate pravni mreži za varstvo demokracije in Ekologom brez meja? Podelite to predavanje naprej tistim, za katere menite, da bi jim bilo zelo koristno izvedeti čim več o tem, kako prodajati na nevsiljiv, prijazen način in ne da biti bilo nerodno. Če smo danes dopoldne poslušali, je rekel Jure Knez, Američani vzgajajo za zmagovalce, nas v šoli vzgajajo za podrejene in potem, ko moramo mi prodajati, je marsikomu marsikdaj malce neprijetno pri tem. Ko boste videli, kako to dela Nina, vam ne bo. In dajte podeliti to njeno izjemno simpatično predavanje naprej tistim, za katere menite, da bi jim to vrstno znanje prišlo prav. Tudi če se vam zdi, dela v javni upravi, nima nobenih strank, vendar na nek način, tudi ko mama da kosilo na mizo, ki je mogoče odtenek bolj zdravo, kot bi si njena družina želela, mora to pravzaprav prodati, zato da otroci ali mogoče možno, kakorkoli so vloge razporejene, to vseeno kupijo z veseljem, ne da bi to zavrnili. In v tem smislu pravzaprav je vse okrog nas pravzaprav prodaja. To je naše 10. predavanje 7. konference o kreativnosti. Kako so razporejena predavanja, če ste se nam slučajno danes ravno kar pridružili prvič, vsa predavanja si lahko pogledate na naših kanalih Pozitivna psihologija za boljše življenje na Facebooku in YouTubeu. Ob 2 smo imeli predavanja, ki so bila odtenek bolj namenjena ljudem, ki so v rednih zaposlitvah oziroma so vodje. Zdaj ob 8 so predavanja, ki so malce bolj namenjena samostojnim podjetnikom, mikropodjetnikom, kar smo ves čas pazili, da so tako zelo poljudno narejena, da so, če to sploh spodobno reči, še zabavna, sproščena, da hitro minejo. Tako da to je konferenca, od katere boste res veliko odnesli. Lahko pa pogledate tudi na podjetnik.net in tam preberete še članke naših predavateljev. Predavateljica Nina Dušič Hren bo tudi z nami. Vidimo se v cirka 40 minutah. Dober sprejem želim. Kakšno asociacijo dobite, ko vam rečem prodaja? A vam lahko malo preberem misli? Zagotovo ste pomislili, to je nekaj vsiljivega, mogoče gnusnega, nekaj tako, ker malo ste se zdrznili ob tej besedi. Jaz sem danes tukaj, da vas malo navdihnem za prodajo, da vas malo navdušim, ker so moji udeleženci mi večkrat povedali, da v bistvu je ta moja ljubezen do te prodaje v bistvu malo nalezljiva. Gre za eno izmed najstarejših obrti, ki je tako prepletena v naše življenje, da sploh ne vem, zakaj jo tako grdo gledamo. Spomnim se nazadnje, ko sem recimo priporočala svojo maserko, Bino, svoji prijateljici. Koliko je ona zadovoljna prišla nazaj, ko ona me je objela, je bila tako srečna, rekla hvala, ker si mi za njo povedala. Ali pa, ko recimo moja kolegica ima snemanje, pa ji rečem, da mene pomaže Maja Ašič. Koliko je to fajn, ko prije zadovoljna, prvič me kolegica kliče, reče, hvala, ker si me priporočala. Po drugi strani je pa druga kolegica vesela, ker sem ji rekla, kdo sploh maže in kje najdete vizažistko v teh norih časih. Kdaj se je pol zgodil ta preboj, da je prodaja ratala nekaj tako, odvratnega? Meni se zdi, da pristopamo k prodaji včasih malo narobe. In dokler sem sama verjela, ker čisto iskreno povedano, nisem jaz nič drugačna od vas, tudi najprej meni ni bilo glih prijetno povedati, ti, jaz se ukvarjam z delavnicami, kaj rabite na firmi,
Ampak dejstvo je, da me je moja osebna zgodba popeljala tako, da dokler nisem začela prodajati, tudi nisem mogla živeti od svoje dejavnosti. Tako da vsi tisti, ki gledate ta trenutek, imate bodi si svojo storitev, bodi si imate nek svoj produkt, poznate koga, ki se mogoče s kakšno tako stvarjo ukvarja, mislim, da vam bo ta predavanje zelo dobro del, ker bomo predelali v bistvu eno tako osnovo, ki se tiče prodaje, s katero mislim, da boste lahko svojo prodajo takoj dvignili, pa si skoraj upam reči za 50%. Namreč, dokler se sama nisem s tem začela ukvarjati, to je bilo 3 leta nazaj, sem tudi šparala jezika, tako kot rečejo, nisem si upala povedati, s čim se ukvarjam in potem tudi nekega afekta ni bilo. Tako da vsi tisti, ki pa mogoče nimate svojega produkta, ki mogoče nimate svoje storitve, pa ste vse naleteli na to predavanje, zakaj bi vi vsem poslušali? Ja, meni se zdi predvsem fajn se pogovarjati o prodaji in poslušati o prodaji zato, ker se veste, napadajo nas iz vseh stvari, hodiš po cesti, pa ti nekdo neki turi, nek letak v roke in je fajn vedeti, kdaj vse smo pa mi tarča prodaje. In če zaradi ničesar drugega je mogoče fajn zaradi tega poslušati predavanje o prodaji, zato da mi nismo tarča. No, nedavno pa me je poklicala tudi ena gospa, ki je rekla, da bi prišla k meni predstaviti sesalec. Tako da verjamem, da vsi tisti, ki ste že malo mogoče starejši, ki ste že imeli to izkušnjo, ste tudi zaradi tega mogoče imeli nek neprijeten občutek o besedi prodaja. Namreč tudi takih prodajnih strategij še nisem videla. V bistvu sem se počutila tako, kako bi rekla, kar malo prizadeto, kar malo sem bila v nekem šoku še enih 3 dni. Počutila sem se, da me je malo stiskala v kot, da čeprav učim komunikacijo, razumete, nisem bila sposobna, jasno in glasno povedati ne, da sem pol rabila še 3 dni sama iti na eno svetovanje, kako bi bila lahko bolj odločna. Gre za to, da so začeli uporabljati take strategije, ki so tako zelo močne in tako vsiljive, da čisto razumem, da se komu lahko gnusijo. Da ti v bistvu si pri nekomu doma 4 ure in navkljub zaporednemu temu, da ne želiš kupiti nekega produkta, oseba še kar vztraja, pa ti 3-krat pove, da ni popustov, pa potem v bistvu prizori igro ob 8 zvečer, da kliče šefa in da je pa zdaj le zrihtala nek popust. Tako, počutila sem se prizadeto. Počutila sem se, da je izdala neko to moje zaupanje, da se pa obe veva, kje sva. Kakšna resna firma pa je, da ob 8 zvečer kliče se direktorja. Mislim, pa direktor verjetno ima nekega sina ali pa družino, ženo, ki jo stisne zvečer, pa ne bo se javilo sodelavki, pa rihto nekega popusta. Najbolj hecen pa je bilo, da sem jaz te osebi tudi na začetku povedala, da tudi jaz učim prodajo in sem jih hotela vedeti, prosim, ne me stiskati, dejva biti tukaj, se obe veva, zakaj se gre, se veš, da bom pač gledala, kaj počneš, veš, da če jaz učim prodajo po večjih korporacijah, da vem, zakaj se gre. Tako da ja, sem na vaši strani, razumem, zakaj je to neprijetno, tako da danes vam hočem pokazati pa mogoče, kako jaz prijazno prodajam. Kaj narediti, da se boste vi počutili samozavestno, da pač ni nič narobe s tem, če jaz, tako kot sem že prej dala primere, delim neke uporabne stvari z nekom drugim. Prva stvar, ki je cel temelj prodaje, je, recimo, da narišem eno tako prodajno piramido. Temelj prodajne piramide, če recimo, da ima piramida več stageov, je odnos. Ne glede na to, katero knjigo o prodaji vam zdajle vzamem, vzela sem najtanjšo, zato da ne bi rabila nositi prevelike teže na snemanje, ampak boste videli, vedno se vsako poglavje knjige začne s tem, da je treba stranko graditi nek odnos. Ampak kaj zdaj to pomeni? Kaj pomeni graditi z nekom odnos? No, rada bi vam pokazala en tak res tako neko veščino, rada bi vas danes prav že v bistvu naučila, da boste vi naslednjič, ko boste nekoga srečali, to že znali uporabljati. Tako da vam bom povedala enih par stvari, ki se jih tudi sama poslužujem. Ampak preden začnemo s temi tehnikami, dajmo najprej preveriti, kje ste vi ta trenutek. Recimo, da imate nek svoj produkt ali pa imate neko svojo storitev. Kako bi mi jo prodali? Zdajle se srečava, zamislite si, bom 1 minutko tih, rečem, živo, jaz sem Nina, s čim se pa ti ukvarjaš? Kaj bi bil vaš odgovor? Kako bi začeli in kaj bi povedali?
Pomembno mi je, da razmislite, kaj je tisto, kar ponavadi nekomu poveš, kaj ti reče, s čim se pa ti ukvarjaš, kako ga prepričate. Zdaj, jaz si upam trditi, kaj ponavadi naredimo, zaradi tega, ker imam dober tok prodajnih treningov za sabo, pa boste pogledali, če bi tudi vi izbrali tak način. Načeloma najprej rečemo, ne, živijo, jaz sem Nina, pa bom probala eno tako stvar odigrati, ne. Bom kar delala zase, ker se mi zdi, da je tako najbolj realen tudi primer. Se pravi, živijo, če ne bi znala zdaj, ne, teh prodajnih stvari, ki vam jih bom pol povedala. Če se ne bi o tem izobraževala, bi verjetno začela prodajati takole. Živijo, moje ime je pa Nina, jaz se pa ukvarjam s tečaji javnega nastopanja, izobražujem po firmah, izvajam delavnice, imam tudi odprte delavnice, na katere se lahko več ljudi pridruži. Moja prednost je to, da imam zelo majhne skupine, tako da v bistvu, če pridete se učiti nastopanja k meni, ste samo eden izmed 6, ki potem tudi vadi, tako da vam ni potem predolgo, ko morate gledati še ostale, ker verjamem, da se javnega nastopanja drugače ful težko naučimo, ne, če sam poslušamo o tem, drugače pa ja, bi šla verjetno še malo naprej naštevati, kaj so tiste stvari. A bi mogoče tudi vaša prezentacija izgledala tako? Da bi pač preprosto našteli nekaj, kaj je pač posebenega pri vas, kaj je dobrega in pač povedali, s čim se ukvarjate. Dajmo si zdaj pogledati mogoče drugo varianto, o kateri bom potem pač govorila in katero bi vas rada tudi naučila. Čau, živjo, jaz sem Nina, kako pa je tebi ime? Ej, kako pa to, da si se znašla tlele? Aha, okej, s čim pa se ti ukvarjaš? Aha, wow, sliši se ful zanimiv. In kako je bilo zdaj, ko je bila, ne vem, tale korona? Ja, wow, ful dober. Ni nič podobno prodaji, ne? Se verjetno strinjate. Kaj sem v bistvu jaz delala, je to, o čemer bomo danes govorili. V bistvu vas želim naučiti, kako začeti kreirati nek pristen odnos. Kako v bistvu dati ves fokus sogovorniku, ki ga spoznamo, kako ga spraševati stvari, ki nas zanimajo, kako mu ponuditi tisto pozornost in tisti čas in tisti posluh. Ta posluh, ki ga imamo vse manjkrat zdaj v našem vsakdanjem življenju. In veste, kaj se pol večinokrat zgodi? Ko ljudje odgovorijo na vprašanja, ko se lahko razgovorijo o stvari, ki jo oni počnejo, ko ste vi čisto navdušeni, ne, in not padete, ja, takrat se ponavadi zgodi, da pa naenkrat jih pa začne zanimati in rečejo, hej, s čim pa se ti ukvarjaš, daj mi kaj povej o sebi. In zdaj, zakaj se to zgodi? Je zato, ne, ker jaz sem takrat osebi zanimiva, ker nisem prišla na totalno nek egoističen način do nje in začela samo sebi razlagati, ne. Torej, zaradi tega se to zgodi, da potem čisto na naraven način, ne, druga oseba pristopi in jo začne zanimati moje stvari. In takrat se za moje pojme zgodi tista ta prava prodaja. Ja, jaz bi šla pa tudi na tvoj tečaj, dej, kdaj ga pa imaš? Kdaj imaš pa naslednje termine? Ja, in to je ljudem res tako všeč, ne, da smo drugačni, da se zanimamo za njih. Saj poznate verjetno koga, ne, ki moraš prav čakati, da vdihne, da ti uspeš kaj novega povedati. Ja, nažalost se to dogaja. Tako da, če bi rekla, kaj je tista glavna stvar, ki bo pa naredila en ključno spremembo v odnosu in ki bo pomagala pri prodaji, je, se pravi, postavljanje vprašanj. Postavljanje vprašanj za odnos. In zdaj, da bomo mi to majčkeno boljše razumeli, bi jaz si želela vam predstaviti, kakšne dva tipa vprašanj mi sploh poznamo. Zato, da lahko potem navežemo, kakšno vprašanje boste postavljali pri odnosu. Načeloma razdelimo lahko vprašanja na dva dela. Ja? Eno vprašanje so tista, ki so zaprtega tipa. Drugi tip je pa odprti tip. Ko jaz postavim zaprto vprašanje, rečem, a si lačna, a greva jest, a si že naredila tisto, kar sva se zmenile, a boš pol prišla pome. Sogovornik nima čisto nobene druge opcije, kakor da reče ja ali pa ne. To je vse. Sogovornika torej zapremo, ja, ne damo mu čisto nobene druge opcije. Če ste dobro poslušali, kako so se ta vprašanja začela, s katero črko? Načeloma se začnejo ali si že, bi zdaj to, ja, ponavadi jaz, ko hočem vplivati na moža, ne, rečem, a greva danes v Mehiško jest.
Zdaj, kdo je v centru pozornosti? A jaz res njega vprašam, a hočem sam jaz potrditev? Jaz hočem potrditev. Zato na delavnicah nikoli ne rečem, a razumete, a gremo lahko naprej, ker mene zares ne zanima, oni razumejo. Kaj bi jaz njih vprašala, če bi mene res zanimali, a oni nekaj razumejo? Verjetno bi vprašala, dajte mi povzeti, kaj ste si od zdaj najbolj zapomnili? Ali pa, kako bi vi povzeli celotno delavnico današnjo? Ali pa, če bi me zanimali za moža, ne bi rekla, a bi šel v mehiško jesti, ker sem že itak izdala, kam bi šla rada jesti, ampak bi vprašala, hej, kaj bi pa ti danes večer počel? Kako se ti pa sliši večerja? Takrat bi odprla opcije, takrat bi bil pa res on, ne? Se pravi, sogovornik. Takrat je sogovornik v centru pozornosti. Vprašalnice naenkrat, a ste dobro poslušali, ker nimamo toliko tega sluha razvidga, ne? Se začnejo s k. Ne? Meni sta najljubši kaj in kako. To ne morete zgrešiti. Kadar vprašate kaj, ali pa če se vprašalnica začne na kako, veste, da boste postavili zelo odprto vprašanje. Seveda obstajajo še na kakšen način, koliko, kje, kdaj, kdo, veliko jih poznate, ampak jaz verjamem, da sta te dve ponovadi najbolj v pomoč. In tukaj naenkrat ni več samo da pa ne možnost, ampak je gora informacij. Se pravi, pridobivamo informacije. Odgovor je lahko karkoli. Ja? Zdaj, ko sem jaz začela raziskovati ta vprašanja, sem v bistvu ugotovila eno kar malo žalostno stvar. Z ljudmi, ki sem se družila in ki so bili v moji okolici, nisem opazila, da bi imela v bistvu z vsem isti stik. Opazila sem, da zelo malo ljudi sprašuje, kaj šele pol posluša. In zato cel čas, ko govorimo o tem in ko vam pravim, dajte graditi odnose, ne, namesto da se trpinčite s tisto neko idejo, jaz zdaj moram prodati, ker je tako nam lažje in ker dejansko rezultira v tem, da več prodate, dajte raje graditi odnose, zato ker ne obstaja toliko veliko ljudi, ki bi poslušali, ki bi kaj vprašali. Spomnim se enkrat, ko sem šla s svojim sosedom na eno pravk, ne? In ravno takrat sem se ukvarjala s temi vprašanji in jaz sosedava v avto. In sem si rekla, super, evo, da me je vprašal, bila sem jih slučajno noseča, imela časa na pretek, veste, kako je tisti, ne, čakaš tisti mesec, pa moj sin je še zamujal. In se nekaj, ajde, grem z njim po opravku, itak nimam kaj delati, pa ful si želim vaditi ta vprašanja, ne, odprta. In jaz se seva v avto, greva na tisti opravk, sva šla do njegovih domov in nazaj. In cel čas, ko sva se mi napeljala, sem je spraševala, in kako ti je zadnje čase tvoja partnerka, res, kje pa sta bila zadnjič, ko se je to zgodilo? Aha, ti, kaj pa mislite kaj za naprej? Ja, se pravi, tako, zelo sem angažirano poslušala, o čem teče beseda, o tisti stvari, ki mi je nekaj povedal, sem vprašala še več stvari. A mislite, da je on mene kaj vprašal? Kaj je vprašal? Ni me vprašal. Vprašal me je tik preden sem izstopila iz avta, tako da me je pogledal in rekel, a vidva sta s tvojim v redu? In sem jaz rekla, ja, odprla vrata in šla. Če bi ga vprašala, kako se je on imel, kaj mislite, da bi mi on rekel? Kako je bilo njemu tisti dan z mano preživljati, recimo tisto uro? Jaz mislim, da mu je bilo perfektno. Ne? Nekdo ga je poslušal, spraševal, počutil se je pomembnega. In to je nekaj, kar si saj jaz iskreno želim dajati vtis svojim sogovornikom, ker si želim, ne vem, poslušati njihove zgodbe, ker mi je pomembno, da se razumem z ljudmi, ampak dejstvo pa je, da si tudi na podlagi tega pol zbiram prijatelje. No, in zadnjič pridem svoji najboljši prijateljici na čaj in ona mi pripravi ta vroč napitek, ne, mi tam naštima sedež in reče, Nina, daj se usesti, tukaj imaš kavico, daj mi povej, kaj se ti dogaja, kako si? Kaj je kaj novega, ne? In takrat sam meni takole alarm v glavi, ne? Zato se jaz ob tebi dobro počutim. Zato, ker te res zanima. Zato, ker res sprašuješ odprte stvari, ne? Pustimo pol nekaj, priješ k mami domov, pa ti sam reče, ja si to naredila, boš ti sposlala, a je bilo dobro zanča, ne? Tako da jaz vas vabim, da če se odločite razvijati to novo veščino, dejansko poskusite najprej pri sebi, pa ne s svojimi bližnjimi. Ker ne morem vam zagotoviti, da bo v prodaji kaj drugače, če boste vi samo takrat, ko prodajate, delali nekaj drugače. Torej,
to je ena taka veščina, ki se mi zdi, čisto iskreno, je meni od vseh stvari, ki jih na delavnicah učim, najbolj spremenila življenje. Dejstvo je, da takrat, kadar postavljam ta odprta vprašanja, res zagotavljam tak dober stik med ljudmi in res se počutim slišano, res se počutim, da smo si blizu, da se slišimo, da lahko skupaj sodelujemo. Ja, kaj bi vam še povedala? Če zdaj navežemo ves ta kontekst na prodajni kontekst neke firme. Zgodilo se mi je, da sem šla na neko firmo, bila sem še zelo zelena, takrat to je bil en mojih večjih prvih projektov. Direktorica enega podjetja, ki je bilo malo manj zaposlenih, mislim, da jih je bilo okrog 10, me je opazila na enem dogodku, ko sem predstavljala neko svoje delavnice in rekla, da Nina, pridi malo na sestanek, da vidva, kakšne so možnosti sodelovanja. Meni se je zdelo noro dober, valjda ful vesela. Itak takrat sploh nisem vedela, kaj sploh pripraviš, ko greš na nek prodajni sestanek. Kaj je tisto, kar ti zdaj sploh delaš na prodajnem sestanku. To sem morala zelo nekako intuitivno, ker nisem imela nobenega izobraževanja za sabo speljati. No in jaz pridem tja k njej v pisarno in ona si nekako zapomnila, da sem jaz ravno posvojila psa. Očitno smo takrat na mrežniškem dogodku nekaj razlagali, a sem ji sliko pokazala, v glavnem sem imela doma enega mehkega belega kužka iz zavetišča in ona se je to spomnila, da me vpraša. Najin pogovor je trajal 45 minut, ko sva se midve menile o tem, kako kužek, ker je ona tudi dobila kužka, ta del sem pozabila omeniti, kako kužek laja, ko gre stran, kako kužek vse grize, kako ga navaditi na to, da ne vleče s povodcem, kaj storiti, ko moraš iti od doma, kjer pasjo šolo izbrati. V glavnem, jaz sva šla v tako strastno debato o teh kužkih, jaz sem ji res hotela pomagati, to je bila tema, v kateri sem bila strastna, ampak skozi takole malo gledam na uro. Ampak pol na neki točki ona pogleda na uro in reče, joj, Nina, oprost, jaz imam zdajle čez 2 minute naslednji sestanek, res mi je, to mi je, pa tako mi je hudo, sem nas prišla, mi sploh nisem nič uspela narediti, jaz pa sam nisem vedela, ob katero stvar se lahko treščam, ker jaz nisem imela te samozavesti, da bi jaz prekinila na sred nek pogovor, pa bi rekla, ti posluš, a čva zdaj malo pogledati, mogoče še za delavnice, malo me zanima. Ne, jaz sem bila tam za njo, jaz sem tam njej glede tega psa pomagala in takole cela sključena, pridem do izhoda, jo pogledam in mi ona reče, daj Nina, daj mi pošelj vse na mail, daj mi pošelj ponudbo na mail. In sem si mislila, ja bom, prijem domov, nisem videla, kam naj butam svojo glavo, se usijem za računalnik, diham, začnem pisati ono ponudbo, si še mislim, pa pismo, kaj če njej nič od tega ne bo všeč, kaj če jaz raje še kakšno stvar dodam, ali pa ne vem, raje znižam ceno, da ne bo pol nezadovoljna, pa ne bo pol tega vzela. Jaz komi spet sam tisto ponudbo skozi pošljam. Kaj mislite, da se je zgodilo? Ona mi je samo odpisala, velja, sporoči datume. Kaj se je zgodilo? Zakaj pol na prvo delavnico, ko sem prišla, mi je rekla, Nina, kar danes nam pošlja račun, kar za vse naprej. Kaj je to bilo? Ker jaz takrat si tega nisem znala objasniti, obviously, do takrat se še nisem ukvarjala s prodajo. Tako da jaz upam, da če ste že na začetku svoje poslovne poti, da dosti zgodaj vidite to predavanje. Oziroma, da opozarjate svoje kolege, tudi podjetnike, da je to fajn, če si želimo od svojih stvari živeti, da res se tudi s tem pojmom spoznamo, čeprav je mogoče na prvo žogo malo tak tuj. No in jaz zdaj vem, kaj sem takrat naredila. Na prejšnjem plakatu se spomnite. Jaz sem takrat gradila z njo odnos. Jaz sem takrat se res njej posvetila, mi so res takrat lahko spregovorile. Ona, ko je enkrat z mano spostavila neko osnovno zaupanje, ona ni več čutila, da zdaj rab preverja, da zdaj rab se upirati, ona se je dejansko prepustila. Tudi zato recimo priporočila tako dobro delujejo. Priporočila dobro delujejo, ko mi priporočamo svoje prijatelje ali pa stvari, s katerimi smo mi zadovoljni, zaradi tega, ker tista oseba ve, da če smo bili mi zadovoljni, bo tudi verjetno nekdo drug. Druga energija se vzpostavi in nasproti tista druga oseba ne rabi toliko časa, da bi tisto storitev prodala, zato ker smo že mi dali svoj glas. Narobe pa predpostavljamo, da tisti, ki priporoča, nima čisto nič od tega. Recimo, jaz sem taka, ki zelo rada priporočam druge ljudi. Zelo rada priporočam ljudi, s katerimi sem res izredno zadovoljna. Zakaj? Zato, ker so tudi vsi ljudje, katerim to priporočam, jaz jim v bistvu skozi prodajam neke druge osebe, so zelo zadovoljni. Zelo so zadovoljni, ker niso rabili časa posvetiti
da so sploh pogruntali, kjer ponudnik bi bil fajn, ker so se imeli dobro, ker bo za njih dobro poskrbljen, ker jim je bila storitev všeč. Torej se mi zdi, da mi vedno pozabljamo in se nam zdi, da koliko je to zdaj zoprn, če jaz nekoga nekaj prosim in koliko je zdaj to neprijetno. Ne? In zdaj, če vse ta del povežemo nazaj, ta prvi plakat, kjer je bila ta piramida, ki v bistvu začne se z odnosom, kot ste tudi videli, kjerokoli knjigo prodaje boste prijeli, čeprav mogoče nima istih napotkov glede vprašanj in je to recimo drugače kot v tej, ki sem jo pokazala, je prva stvar, da mi skreiramo neko vrsto zaupanje. In pač, kakor po sama sebi sklepam in kakor se ukvarjam z ljudmi že zelo dolg časa, nič ne naredi boljšega stika kot to, da res osebo sprašujemo, da se pozanimamo o njej, da vemo, kam rada gre na dopust, kaj so njeni hobiji, ali ima kakšne otroke, moža, se pravi, da vemo nekaj o njenem življenjskem stilu. In potem, ko greste na kjerkoli mrežniški dogodek, jaz ne predlagam, da je vaš cilj, da vi zdaj razstavljate 10 svojih vizitk in sam, kaj ena kura brez glave, tekate od ene osebe do druge, ker koga se vi spomnite, pa verjetno ste veliko ljudi spoznali, tako ko greš, ali pa greš na sestanku vrtec, šolo od svojega otroka, koliko ljudi ti vidiš, ampak koga si zapomniš? Zapomniš si vedno unga, s katerim si saj malo poklepetal, ker saj znaš nekaj o njemu povedati, In pa, ko se mu približaš, lahko spet rečeš, ti, kako je kaj bilo na jadranju? Sem se spomnila, da ti ful rad jadraš. In takrat se naredi ta občutek zaupanja in takrat ni pol več problem povedati. Tako da, kaj je moj največji zaklad pri prodaji? So v bistvu kontakti. In jaz imam svoje v takem kozarcu. Ja, to so vse vizitke, ki sem jih recimo prejela na različnih mrežniških dogodkih. To so vsi ljudje, s katerimi probam tudi stik naprej vzpostavljati. Zdaj, kako pa jaz to dajam in kako naredim ta follow-up, je pa tako, da se v bistvu večkrat letno vprašam, kaj je tisto, kar bi jaz lahko svojim strankam dala. Ja? Pa bi vam danes rada ekskluzivno predstavila ene take skrivnosti, kaj sem jaz vse pogruntala, da bi mogoče moje stranke potrebovale, pa da je bilo nekaj tako prisrčenega, kar mogoče vam odpre kakšno vašo kreativno idejo za vaše projekte. Recimo ena izmed stvari je bil en tak plakat za učenje javnega nastopanja, kjer v bistvu vas preko teh nekih točk vodim do tega, da sestavite res super govor in si ga lahko date na steno, zato da potem, ko ga rabite vaditi, vas v bistvu vodi, kaj je tisto, kar je zelo pomembno v uvodu, kaj je tisto, kar rabim dodati v jedru, zakaj je jedro razdelim na 3 načine in kako potem strukturirati zaključek. Recimo, če sem učila javno nastopanje, se mi je zdelo, da bi tak nek plakat lahko pripomogel komu, da bi ga kdo bil vesel. In namesto, da bi takrat, ko sem recimo, mislim, da sem najela štand na enem dogodku, namesto, da bi tam stala za stojnico in zdaj imela ful bad občutek zaradi tega, ker moram zdaj jaz ljudi ogovarjati in jih prepričevati, da kupijo produkt od mene, sem preprosto nekaj dala. Dala plakat za pripravo, katerega je pa vsakrat vzel v roke. Pol zdaj, če imaš ti zdaj sledilce, rabiš nekaj novega se spomniti. Letos, tisti, ki z mano sodelujete, ste ga že zihar imate na steni, sem se spomnila za eno tako kreativno darilo, ki je v bistvu plakat, ki pomaga do dobrega stika v novem letu, oziroma za katero leto koli naprej. Zdaj se mi je, da v 2020 je bilo čisto premalo stika in zato sem se odločila, da naredim eno tako zanimivo igro. Dan, ko hočeš v bistvu svojega otroka v sebi prebuditi, pogledaš, kjerga datuma smo in pod tisti datum narediš izziv. Pa če malo jih preberem, od tega, da se stuširaš s hladno vodo, nekaj, kar je mene letos zelo navdušilo, do tega, da nekoga povabiš na kavo, to moramo še malo počakati, do tega, da sprehodiš prijateljega psa. Se pravi, ni bilo tako zelo prodajno usmerjeno, ampak če pogledate, recimo, kaj pol naredim, vse izkoristim, kakšno tako stvar, ko pošljem, da na drugo stran dam recimo svojo novičko, da jim vsem dam vedeti, recimo, s čim se ukvarjam in kaj je novega tudi na moji spletni strani. Tako da sem na zadnjo stran recimo povedala, da nadaljujem z delavnicami, da jih imam trenutno online in da če hočejo se v ekipi učiti prodaje javnega nastopanja,
ali pa se izboljšati v tem, kako vodijo delavnice, da ne me pokličejo. Tako da, do česa zdaj pridemo, ne? Mislim, da smo prišli do točke, kjer lahko rečem, da je zame prodaja v bistvu profesionalno dajanje. Ne, mene en kolega Heco je rekel, pa Nina, ti sam hodiš po svetu in gledaš, kaj lahko za nekoga narediš. Jaz verjamem, da če nekdo ni tak tip, da se itak ne more tega siliti, oziroma to se čuti, če si ti zraven še preračunljiv, ne, pa zdaj neki hočeš na silo delati drugače. Ampak če imate to željo po tem stiku z ljudmi, če imate željo, da bi od svojega produkta, storitve živeli, se mi zdi, da ne moramo preko dejstva, da v bistvu začenjamo z ljudmi vstopati v nek stik, da jim začenjamo res, čisto iskreno dajati to, kar imamo. Trenutno imam tudi na spletni strani brezplačen 20-minutni tečaj o javnem nastopanju in v bistvu, ko pridete na mojo spletno stran, to je pa zdaj še tretji trik, ko pridete na mojo spletno stran, ko pridete na homepage, vidite, da v zameno za to, da mi pustite svoj mail, vam jaz dam in odklenem ta svoj brezplačni tečaj, ki sem ga posnela. Torej, zakaj bi drugače ljudje vstopali v stik z vami, če smo vsi zelo tako na preži, kaj zdaj nekdo hoče od mene, če pa ti nekdo nekaj podari, je pa veliko lažje navezati tisti prvi pristen stik in veliko lažje graditi na odnosu. Najbolj zanimiva mi je bila pa ena statistika pri prodaji. Pa je, da 70% prodajalcev odneha ob prvem stiku. To pomeni, da ko so stopili v stik z nekom, če niso začutili, da je tukaj nek potencial, oni odnehajo. In tukaj imam jaz eno zelo, zelo veliko stvar za povedati. Oseba kot taka ni nujno, kako bi temu sploh rekla, ni nujno samo ona tista, ki lahko, pride na moj tečaj, kupi vaš produkt ali pa pride na vašo storitev. Vsaka oseba, s katero imam jaz stik in se recimo že zdaj v bistvu skriva v temle paketu, vsaka oseba ima 300 aktivnih kontaktov, ki jih lahko pokliče katerokoli minuto in ki jim lahko vašo storitev priporoča. Kako pa zdaj gledate na vse svoje kontakte? Kaj to pomeni? To pomeni, da če imate 100 ljudi, je koliko kontaktov pa to? Se pravi, mi vedno ciljamo na, tebi ne morem prodati, vidim, da zdaj nisi v tem fazonu, pa se pa s tabo ne bom ukvarjal. Jaz tega preračunavanja nimam. Jaz preprosto vsak človek, ki se mi zdi zanimiv, ki lahko stopam v stik, ki vidim, da je dovolj odprt, ki lahko mu z nečem pomagam, to naredim. Ker v bistvu se tako gradi potem dobro ime in tako si vi v bistvu odpirate vrata in delate večjo prodajo. In če se vrnem nazaj na tisto grozljivo statistiko, 70% ljudi se pravi odneha v prvem stiku. Nadaljevanje tega pa je, da mi, da neka stvar kupimo, moramo slišati za njo 6 do 12 krat. Koliko novičk vi pošiljate, kolikrat naredite eno objavo na Facebooku, kolikrat srečate nekoga, vidite nek billboard, vidite reklamo na televiziji, slišite priporočilo prijatelja, da se sploh kreira neka želja po nakupu. Se pravi, te stvari trajajo. Spomnim se enega predavanja, ki sem ga imela v Tehnološkem parku in je bil ravno na temo nekega dobrega prvega vtisa in mislim, da enih 5 let kasneje pokliče mene ena stranka in reče, da bi prišel na tečaj nastopanja. Sem rekel, super, in valjda vedno preverim, iz kje je pač zame zvedel, kako to, da se je zdaj odločil. Reče, saj ste imela neko predavanje v Tehnološkem parku. Sem rekel, sploh ne vem, da bi imela. Rekel, sem je bilo kar dolg nazaj. Sem rekel, enih 5 let nazaj. Sem rekel, po 5 letih ste se vi mene spomnili in zdaj pridete nazaj. Se pravi, prodajni proces, koliko časa to traja, je lahko zelo dolg. Koliko zdaj rabi nekdo, recimo, nabrati denar, da pride na moj tečaj? Mogoče mora zamenjati pozicijo v službi, da mu bo res relevantno, da bo imel dober nastop, pa da pride na tečaj. Kolikrat je mogel videti, slišati reklamo, glas, biti v stiku z mano, da si je to sploh zaželel. Da je mogoče videl neko relevantnost. Se pravi, te vse stvari so, mislim, da tek na dolge proge. In če pogledam, recimo svojo rast in mogoče primerjam s tem, ko nisem vedela, kaj je to prodaja.
Se na začetku nisem ukvarjala s tem, do tega, ko je ratal ta preskok. Hočem povedati samo to, da celotno obdobje jaz na tedenski ravni vlagam odnose, krepim te svoje sledilce in na Facebooku, in preko mailov in osebno. Če se le da, pa če imam pol ure, skočam z nekom na kavo. Na začetku pa je preprosto tako izgledalo. Zmenila sem se za ful veliko brezplačnih delavnic, kakršnakoli priložnost je bila, bi jo šla in bi nastopala. Na koncu bi toliko veliko stvari ljudem dala, da bi sam rekla, ok, jaz zdaj moram iti, vidim, da se nam je čas iztekel, zelo bom vesela vašega feedbacka, pa upam, da se kaj vidimo. Ljudje so hodili do mene in so mi rekli, Nina, to je bilo izjemno, to je bilo ful dobro predavanje. Ampak prijavil na tečaj se pa ni noben. In takrat sem se začela spraševati, kaj sploh narobe delam, Če imam jaz res tako dobre prezentacije, zakaj jaz ne moram živeti od tega. In ko sem šla gledati podrobno list, kako sem se jaz pripravila, čemu jaz dajem fokus, kaj hočem s posameznim delom predavanja v bistvu sploh doseči, sem dojela, da jaz na nobeni točki sebe ne prodajam. Jaz na nobeni točki nisem rekla, kam oni sploh lahko grejo. Isti dan, ko sem povedala na koncu in si rezervirala za to v zadnjih 15 minut in sem rekla, lepo vabljeni, da pridete tudi k meni na tečaj nastopanja, sem dobila 2 prijavi. Se pravi, dejstvo je, da mi tudi smo nekako ponižni, pri Slovencih je to še sploh, Bog ne daj, da se kdo hvali ali pa da majčkeno preveč je zadovoljen s tem, kar počne, mogoče ni več tako kulturno. Jaz pa mogoče vas ne vabim niti k temu, da se hvalite, ampak samo to, da poveste, da si rezervirate čas, da ne zanemarjate tega, da ozaveščate ljudi okrog sebe. Koliko ljudi ima, znance iz okolice ali pa družino, družinske prijatelje, pa niti oni niso še sprobali njegove storitve, mogoče njegovega produkta. Tako da moje povabilo za vas bi bilo, premislite, komu lahko dajete, kaj je tisto, kar bi mogoče vašim ključnim strankam veliko pomenili, kaj je tisto, kar bi vi lahko doprinesli. In če imate kakšne samostojne podjetnike, ne pozabite, da nam največ pomeni, če lahko, ko nekoga vidite in slišite, da je dober predaval, da ima dobre storitve, ste pa slučajno že tudi bili na delavnici, na masaži, na kakršnikoli storitvi ali pa uporabljali nek določen produkt, dajte to povedati naprej. Nič slabega ni v prodaji, če ne izvajamo, tako kot sem rekla, z neko vsiljivo energijo in če imamo v mislih, da dostikrat dejansko z našim produktom ali pa storitvijo tudi olajšamo življenje nekoga drugega. Dostikrat se okrog nas začnejo stekati zelo hvaležni posamezniki, ki so res veseli, da jim pomagamo in zaradi tega recimo naredimo njihovo življenje veliko bolj bogato. Tako da jaz upam, da ste s tem predavanjem nekako začutili moje veselje, prek mojih primerov videli, da v bistvu mi na vsakem koraku lahko delamo prodajo, s tem, ko delamo neke nove stike, s tem, ko razmišljamo, ko delamo pol tudi kakšen follow-up, da ne bomo med unimi 70%, ki je samo enkrat pomahal, pa rekel, jaz to delam, ampak da velja neka ta kontinuiteta in da velja ta skrb za sočloveka, za to poslušanje in za to, da ga vprašamo kaj. S tem, ko boste sledili odprtim vprašanjem, vi boste takoj stopili iz povprečja. Če ste pa še za en izziv, imam pa sploh smešno zgodbo, ko sem se odločila, da en dan ne bom odgovarjala, če me noben ne bo nič vprašal. To ne vem, če si upate, meni je bilo kar težko, zato ker sem zelo zgovorna, ampak res se pol vprašaš, koga imam okrog, kako imam jaz svoje odnose poštimane in kaj lahko naredim, recimo, da se s svojimi ljudmi zbližam. Tako da zdaj ob tem naboru se mi zdi, da ostaja samo še ena stvar, ki bi jo rada omenila. In sicer ne gre brez prodajnega treninga, pa da ne bi zapisala tega. Cena. Velikokrat je eno izmed prvih vprašanj, kako naj si sploh postavim ceno. A je lahko cena previsoka? Na vseh
podjetjih, kamor hodim predavati, je ena izmed prvih ugovorov, ja, ampak nam rečejo, da smo predragi. Cena ne igra nobenega faktorja. Če pogledamo sam čez okno, pa vas vprašam, kaj vidite, ko pogledate čez okno? Verjetno vidite stanovanja od drugih ljudi, vidite avtomobile, vidite posameznike, ki se sprehajajo, pločnike, stavbe, drevesa. A so to poceni stvari? A so to stvari, ki si jih kdo privošči? Mi vemo, da če nasploh kje po Sloveniji, ne moderno, da ima vsak svoje stanovanje, da ni toliko teh najemov. Torej, ljudje si privoščimo drage stvari. Ljudje imajo v žepih 1000 evrov vredne telefone. Cena ne igra faktorja, igra faktor samo to, kakšno vrednost mi vidimo v tem. Torej, mi ne kupujemo stanovanja kot tazga, mi kupujemo si dom. Mi ne kupujemo tečaja nastopanja, mi kupujemo neko samozavest, ko bomo pred drugimi ljudmi. Mi ne kupujemo telefona, iPhona, mi kupujemo nek status. Tako da, ko boste naslednjič razmišljali o svoji ceni, in to se mi zdi, da spet ne, v naših krogih večkrat poudarjam, cena večkrat ni faktor. Gre samo za to, koliko ste vi zaupanja vzpostavili, koliko ste dali tisti osebi veljave, koliko ste preverili z vprašanji, kaj sploh potrebuje, kako potrebuje. In ko se boste res z vprašanji dokopali do tega, kaj je tisto, kar je osebi res pomembno, ko boste zvedali, kaj je tista vrednost zadaj, za tisto ceno, boste lahko stvari tudi prodali. Ko se boste zavedali, kaj oseba ceni in kaj je res pomembno. Pa za zaključek zgodbe, tiste savc sem na koncu vseeno kupila, zato ker se zgodi namreč to, da vseeno, ko eno stvar pa res potrebujemo, jo pa kupimo tudi takrat, kadar so prodajalci vsiljivi. Tako da ne gre za to, da jaz govorim, da vsiljiva prodaja ni učinkovita, pa da z njo recimo ne boste mogli prodati. Boste lahko. Sam tukaj je res vprašanje te integritete, a res hočete biti tisto vsiljivec, a si želite biti nekdo, ki z nekim spoštovanjem gleda drugo osebo, ki reče, lej, jaz ti bom prodal, ampak samo zato, ker vidim, da pač bi ti mogoče to rabo, da ti bo to pomagalo. In jaz verjamem, da če bomo vsi se tega zavedali, če se bomo začeli več spraševati, če bomo začeli več graditi na odnosu, če bomo začeli bolj poslušati, šele takrat lahko živimo v enem takem svetu, ki ga bomo vsi veseli in bo tudi prodaja nekaj čisto popolnoma normalnega. Hvala. Jaz sem razmišljala med predavanjem, ko sem ga poslušala, da Nina Hren, pa res ta njen priimek odraža, ne? Hren, ki te ne pusti ravnodušnega in ki ima zelo izrazit okus. Obožujem jo. Ampak ne pozabi tudi dušiča, ne? Torej od nekoga, ki ima dušo. Ja. Tako da zelo elegantno ime, da ti ostane v spominu in Nina in vse tisto, kar pravzaprav govori. Za psihologinjo si izbrala kar zanimivo področje, a ne? Ja, mislim, jaz pravim, da psihologija je povsod, posebej pa v poslovnem svetu, jaz pravim, da je psihologija za posel to, kar je biologija za medicino. Da mene ne čudi, punca je pametna. Ja, jo moram to vprašati, no, ker jaz izhajam iz tistega okolja, kjer je bila prodaja nekaj sramotnega in ne stvar pametnih, razgledanih, intelektualnih ljudi, ampak nekaj, s čimer se ukvarjajo prevaranti in goljufi pravzaprav. Tako da me kar zanima, kako bo odgovarjala. To je tudi povedala v svojem predavanju. Je verjetno to tudi kulturna specifika Slovencev, ne? Da se nekako počutimo ponižni. In tudi, če imamo neko dobro storitev in dober produkt, nas je malo sram to povedati. Ne bova zdaj midve tukaj debatirali, najbolje, da kar povabiva Nino, da ona pove iz prve roke. Čau, čau.
Živijo, Nina, ne vem, če si brala svoje komentarje, je rekla Lady Bird, bi je rekla pristen, odkrit odnos in zaupanje. Katja je rekla izvirne rešitve. In Tanja je komentirala, vedno te je tako prijetno poslušati, doživeto in avtentično. Glede na to, da si ti tudi prodajalka delavnic o nastopanju in mojstrica, ki uči nastopanje, tudi recimo predavatelju na TEDxu, kako bi ocenila svoj nastop z vidika profesorice nastopanja? Sem se kar bala takega vprašanja. V bistvu, glede na svoje pretekle izkušnje, moram reči, da sem zelo ponosna nase, ker to je najtežje najti, da sem govorila bolj počasi kot sicer. Tako da, če se je komu zdelo to hitro, jaz sem zelo veliko delala na tem. Kar se pa tiče vsebine, se mi pa zdi, da sem se ujela vseeno v eno past, ki se večini zgodi, in to je, da že toliko veliko veš stvari, da vmes kakšnih par stvari pozabiš povedati, da bi bilo to bolj jasno, ne. Tako da vmes, ko sem tam začela v vprašanjih, sem samo zavila z glavo, pa sem se videla, da sem šla nekaj po stanovanju takoj pospravljati. Glih zaradi tega, ker sem videla, da lahko bi bilo še veliko boljše, ne. Glej, vse tisto, česar nisi utegnila povedati in je mogoče nekakšna luknja v razumevanju pri naših poslušalcih, bova zdaj dobili kot vprašanje od njih. Tako da brez skrbi, mogoče je to samo še teaser k temu, da bodo zdaj poslušali še najin pogovor. Jaz sem pa sicer tudi razmišljala, ne, če je temelj prodaje odnos, potem moraš ti preimenovati svoje podjetje iz dober stik v dober odnos. Ja, oziroma čutim, da se kar dopolnjuje, no, nekako. Da v bistvu, ja, prek stika si v odnosu, ne. Jaz izhajam iz odnosov z javnostmi in nekoč smo si rekli stiki z javnostmi. Potem smo pa pravzaprav ugotovili, da stik je enkratna zadeva. Za prodajo si rekla, potrebuješ 16 do 12 stikov, preko katerih gradiš ta odnos, kar se mi zdi, da je zelo pomemben podatek. Edino, kar se mi zdi zdaj, nas je lahko strah, da nas bodo še bolj spamali z vseh strani, ker zdaj nam bodo 12-krat poslali isto zadevo. Mogoče bi tukaj samo pripomnila, da od 6 do 12-krat moramo mi slišati za brand. To lahko enkrat pomeni, da vidiš novičko, zato ker slediš njihovi strani. Drugič ti prijatelj priporoča. Tretjič prideš v trgovino, pa vidiš produkt na polici. Torej, v vseh teh primerih ni nujno, da jaz imam 12 sestankov, absolutno, da ne. Lahko, ne vem, prodajalec pusti eno ponudbo na tvoji mizi in ti greš 2-krat mimo, pa si že 2-krat videl, ne. Tako da to je prva stvar, se pravi, v tem obziru moram naleteti na neko informacijo, ne, in ne toliko veliko sestankov. Druga stvar, pa zelo dobro vprašanje, je pa ta, da sem recimo svoj marketing na začetku gradila zelo, zelo počasi in sem res probala enkrat na mesec samo pošiljati novičke, zato ker sem vedno rekla, ko gre meni na živce, če je preveč teh novičk, ne. In v bistvu sem vedno gradila iz tega, da sem se učila od drugih. Nekam sem se prijavila, zdaj vidim, da mi to ne odgovarja, ker mi to pišejo, ne, torej moram tudi pri sebi paziti, ne, potem ne more biti pismo vsaka novička prodaja tvojega izdelka, torej recimo tisti, ki ste naročeni na moje novičke, ste lahko danes dobili, ne, informacijo o tem brezplačnem predavanju, ne, drugič boste dobili brezplačni video, mislim, da so z marketingašico Tino načrtovali za trike za samozavestni govor. Potem četrtič bo nek natečaj, ne bom še vsega izdala, zato da boste prišli, petič bo članek, ne, vedno nekaj dam in spodaj napišem, recimo, kjer tečaje sploh še prošče je. Torej, na tak način tudi krepim odnos in res, še enkrat sem pazila, da niso bile prepogosto, zdaj pa odkar imam pomoč iz marketinga, so me pa prepričali, da na 2 tedna je pa vseeno fajn nekaj poslati, tako da zdaj preizkušam še to metodo, bom zbrala še seveda od svojih sledilcev, kako se počutijo, ampak tudi, če je bolj pogosto, naj bojo pol fajne stvari, ne, saj tudi te plakate v končni fazi so tisti, ki so mi odpisali, dobili tudi po pošti zastonj domov, ne. Kot veš, ga imam tudi jaz še zmeraj na steni. Sicer smo pa danes vsaj nekateri tvojih sledilcev dobili še en mail in to je za referendum za pitno vodo. In ne, pozvala si nas ne samo, da podpišemo, ampak da delimo vsaj 20 naokrog.
In mislim, da je to izjemno pomembna pobuda. Včasih človek pač odpika, pozabi. Dala si nam nalogo, da moramo izbrati vsaj 20 ljudi, ki jih dalje, da razširimo zgodbo. In ker tudi na tem dogodku, na vsakem dogodku pozitivne psihologije, pravzaprav prosimo ljudi za donacije v zameno za brezplačen ogled. Tokrat to zbiramo tudi za Ekologe brez meja in pa za Pravno mrežo za varstvo demokracije. Je moje vprašanje zdaj, če bi mi bili torej neka dobrodelna ustanova oziroma nekdo, ki dela z namenom višjega poslanstva ali cilja, in bi ti njim svetovala pri tem, da pridobijo čim več donacij. Recimo zvedeli smo, da je Botrstvo uspelo zbrati 90.000 evrov samo preko SMS-a od včeraj na danes za dvojčke. Se pravi, nekaj eni delajo dobro, kako bi pomagali še ostalim, naprimer, dobro, mislim, da Ekologi in Pravna mreža delajo dobro, ampak ne glede na to vsi lahko delajo še bolje in s tem uresničujejo svoje poslanstvo še bolje. Torej, eno je prodaja masaž, delavnic, drugo je pa prodaja dobrodelnim organizacijam. Kako? Ok, tukaj imam zelo dobro idejo, ki bi jo v bistvu nisem pričakovala tega vprašanja rada delila. Zadnjič sem namreč gledala delovno akcijo prek televizije, zelo malo stvari spremljam in sem jokala ob posnetku, v kakšnih razmerah živi neka družina v neki hiši in sem slišala za Zvezo dobrih ljudi. Mi je tudi dobrih takoj šlo v uho, kam imam jaz dober stik in sem gledala v bistvu, da bi takoj sem hotela donirati in sem šla na njihovo spletno stran in sem v bistvu pregledovala, kakšne so možnosti in je bil možno nakazati na TRR. In takrat sem se vprašala, čutim, da v bistvu ne vem, kam bo šel denar, to je prva stvar, pa sicer jim zaupam, nimam jaz težav z zaupanjem, ampak sem sama sebe spraševala, kako bi mene res prepričali, da bi jaz vsak mesec redno in kar višje zneske darovala. In veš, kaj je moj odgovor? Personalizirati. Se pravi, ljudje so ful, recimo, ko je bila akcija Posvoji otroka iz Afrike, redno tistemu otroku pošiljali denar za šolanje, denar za stvari, ki jih potrebuje, zaradi tega, ker ti veš, komu daješ. In sem že hotela stopiti v stik s to organizacijo in imam še v namenu, da bi v bistvu tudi te družine, če bi me povezali z eno družino, ki potrebuje, jaz bi bila z veseljem z njimi vsak mesec na vezi, slišala, pri katerem računu jim je zmanjkalo, mi ga pošljajo po mailu, ker bi ta stik bil boljši. Tako da, vedno je fajn poskrbeti za to, da so stvari, transparentne. Evo nazadnje, kaj sem tudi jaz darovala, pa jim lahko tudi veseljem naredim reklamo. Trislet, ki v bistvu sadijo drevesa, se mi zdi, da mi sami sekavamo, zelo malo zakonov je, ki bi to ščitilo, ta organizacija pa slovenska in se po celem svetu ukvarja s tem, da sadijo nova drevesa in so oni že razmišljali v to smer in lahko za mesečno donacijo, mislim, na 11 evrov, 3 drevesa na mesec v bistvu podpreš, da se zasadijo in so šli tudi na teren in so objavili posnetke, kako tam sadijo, kdo sadi in je nenormalno boljši občutek tudi pol darovati in je ta prodaja, meni se zdi to enostavnejša. Tako da to bi predlagala. K sreči danes to tudi tehnologija omogoča, kajti vem, pred leti, ko smo to predlagali organizacijam, so rekle, da bi ves denar za donacije šel za ljudi, ki to spremljajo. Danes je mogoče malo lažje, ker ne rabimo več profesionalnega fotografa, ogromno stvari delamo, smo se naučili sami, to je pravzaprav na nek način podjetniška konferenca, čeprav je rada konferenca o kreativnosti in kot podjetniki, tudi nevladniki so se naučili biti podjetniki in veliko več stvari delajo sami, ampak te pa še zmeraj prosim še za eno razlago. Midva z Blanko sva torej lani pomladi bi moral biti 8. cikel predavanj iz Cankarjevega doma. Nismo ga mogli izvesti aprila in maja in junija v živo, zato smo ga izvedli kar preko Zooma. In prijavilo se je tam nekje kakšnih 50 do 100 ljudi. In potem smo ugotovili, približuje se naš 5. maraton pozitivne psihologije oktobra in smo za poskus naredili plačljiva predavanja. 12 evrov na predavanje na temo psihologije varčevanja. In nismo dobili niti toliko poslušalcev, da bi lahko pokrili honorar. Kak nasvet?
Ja, izziv je s stvarmi, ki so sprva brezplačne. Ker ko ti enkrat vidiš, da je nekaj brezplačno, potem dvigovati ceno je ena najtežjih stvari, v katero se lahko spraviš. Tako da moj predlog je, nikoli ne začeti brezplačno, dajte vsaj nek okviren, zdaj to vem, po tolikih letih brezplačnih, kot ste slišali v predavanju, del, ampak dajte vsaj neko tako osnovno, ker v bistvu ni noben strošek 5 evrov nekaj vložiti ali vsaj tako graditi, Druga stvar, s čimer bi se pa lahko tudi še ven zvlekli, so pa potem, to sem tudi sama pol kdaj, sponzorji, ki v bistvu, ne vem, kakšne dodatke, lahko donirajo, pa so kakšni goodie bagi ali kakšne take stvari, ki dejansko dodajo potem vrednost, se pravi, da pokažeš, kaj je pa zdaj dodanega od tega, ker je stvar plačljiva, Sicer tukaj samo opozorilo, ker se zelo ekološko zavzemam, da ful ne maram, da bi se zdaj nekaj tiskali, pa dajmo razmišljati tudi o okolju, da zdaj ne nafilamo mreže z nekim totalnim nonsensom, če se le da, ne vem, so lahko neki kuponi ali tako tudi na nekih čist malih listkih, pa je to neka dodana vrednost, tako da pazimo tudi na ta promo material, da se ne bo narobe razumeli, da ne gremo v neke majice, ne vem kaj, ker točno vemo, da vse tiste promo stvari noben večkrat enkrat ne obleče, potem pa to postane v smetino. Ampak tako bi začela razmišljati, torej kaj bo dodana vrednost, kako se bo zdaj oglaševalo, zato da bojo oni v bistvu pristali na tisto višjo ceno. Ja, hvala ti. Midve so sicer tistim, april, to je bilo na začetku prvega lockdowna, rekli ogrevanje za pravo predavanje, marca, junija enako, ljudje so nekateri namreč že imeli kupljene vstopnice za Cankarjev dom, ki so jih pač potem porabili, ko smo septembra in oktobra izvedli pravo predavanje. Sicer so pa medve čez poletje zamenjali poslovni model in hvala Bogu našli dovolj družbeno odgovornih organizacij, da smo lahko razširili to zgodbo in dvignili pravzaprav zavedanje pozitivne psihologije širše, kot nam je prej pravzaprav omogočil Cankarjev dom. Me pa zanima, zakaj ta dolg uvod vedno znova, ker bomo maja izvedli 9. cikel predavanj, upamo, da celo v Cankarjevem domu. Kaj meniš? Ali nam bo uspelo napolniti dvorane, če ne bo šlo v živo, bomo pač naredili live streaming, ker pa je to preko javnega programa Cankarjevega doma, bodo stopnice na prodaj, ne bo brezplačno, kot so bili vsa ta predavanja od oktobra do zdaj. Kaj nama predlagaš, kako bi lahko prodali stopnice, mislim, da jih ima Cankarjev dom po 10 ali 12 evrov, tako da bi si ljudje želeli poslušati predavanja z 9. cikla. Vemo, da nekoč je to bil dogodek v živo, enkrat na mesec, vem, da so se punce zbrale, šle potem še na gin tonik, tako zelo zabavna zadeva. Zdaj bomo vsa predavanja vseh 5 izvedli v enem mesecu. Srečni smo, da jih bomo verjetno izvedli, celotna tematika bo vezana na zaupanje, ampak kot mojstrica prodaje svetuj nam, pravzaprav svetuj Cankarjevemu domu, kako prodati čim več vstopnic. Ja, Nino Dušič Hren za predavateljico. Tako jaz delam prodajo, dragi moji. Ena stvar je mogoče, da kakšne take ambasadorje najdeta, ki so v bistvu, ki imajo že dosti veliko bazo ljudi. Druga stvar je, da jaz bi res komunicirala, da je treba podpreti lokalne podjetnike, ki se trudijo delati take dobre vsebine, in ko se to začne enkrat komunicirati, se mi zdi, da je efekt drugačen. Ne vem, jaz sem letos recimo, takoj pa sem videla, da je Perica Jerkovič, recimo naš znan stand-up komik, objavil pač predstavo v živo, Pot na Triglav, in je bila prek Zooma. Jaz sem tako z veseljem nakazala za tisto vstopnico in tudi delila pol vsem ostalim, da dajmo podpreti ljudi, ki so prej praktično odvisni od kulturnih prireditev in zdaj ne. Tako da se mi zdi tako ozaveščanje, da je prisotno, in sem bila presenečena nad odzivom in se mi zdi, da radi pogledamo stvari in da je to pač nova realnost, ki se dogaja in da bomo z veseljem podprli. Tako da dobri ambasadori komunicirate, da je to iz naše strani in da
se spodobi, tudi ohranjati kulturo na tak način. Vsem tem partnerjem, s katerimi smo delali, pa take maile pisati, ker sem jaz danes za vodo, ne za referendum. Ki me je dobro izpostavila, nisem tega pričakovala, ampak še to bi dodala, da res me skrbi, ne. Nima veliko ljudi, še posebej, če niso samostojni podjetniki, recimo svojih teh digitalnih certificiranih potrdil in me skrbi, a bomo zbrali. Tako da se mi zdi res odgovornost vsakega, ki ga ima, da to izpolni in še pošlje naprej drugim, ne, ki ga imajo. No. Če še to storimo. Absolutno, žalostno je, da moramo prodajati čisto vodo v lasti državljanov. Takšne so pač okoliščine in jo bomo. Zapomnila sem si v tvojem predavanju, da si rekla, če se le da skočim na kavo, ne, zato da gradim odnos. A je možno, da se za prodajo ukvarja človek, ki ga pa ljudje ne zanimajo, ni radoveden, nima rad ljudi, mogoče ima rad produkte, ampak nima rad ljudi. Kaj pa v tem primeru? Mogoče ne se loti spletne prodaje. Zagotovo produkti, ki so res, malo mi šteka verjetno internetu, pa namestište. Zagotovo produkti, ki so, kako bi rekla, res pomembni in potrebni vsakmu, rabijo recimo tudi manj prodaje, tako da jaz predlagam takemu človeku, ki mu to ni, da res najde vsaj pol tak produkt, ki ga res vsi rabimo in nujno potrebujemo. Ne vem, jaz pravim, 100 ljudi, 100 čudi in obstaja vse, no, tako da so ljudje, ki jim je rad ali pa jim to sploh ne gre, so pa ljudje, kot sem jaz, ki smo se pač tega morali naučiti, no. Ampak lahko zdaj res ponosom povem, da mi gre in da mi je to super in da funkcionira, no, to, kar sem predala. Ja. Ne vem, če si poslušala uvod, sem rekla, s prodajo se pravzaprav ukvarjamo vsi, ne, tudi mama ali oče, ki želita, ne, spremeniti prehranjevanje v družini, morata pravzaprav prodajati nove vrednote in novo prehranjevanje, na kar smo ljudje najbolj osebno navezani. Evo, kak nasvet na to temo? Recimo, kako spremeniti vrednote v družini, kako prodati nove vrednote svojim lastnim družinskim članom. Vemo, da otroci imajo zelo ustaljene vzorce, so nagnjeni k udobju, vi ste se pa zdaj odločili, da zdaj bomo pa več hodili v naravo, zdaj bomo pa jedli več zelenjave, ne bomo več jedli sladkorja. Kako bi to starš lahko prodal ostalim članom družine? Jaz mislim, da je tle zgled prvi. Se pravi, jaz imam 2 let pa pol starega sina, vsak dan me vidi jesti solato in moj 2-letnik je solato. Tako da preprosto ljudje se radi učimo in opazujemo druge in jih začnemo posnemati, če pač vidimo nekaj v tem. Tako da zgled bo tista prvi, še posebej, če imate starejše otroke in kakorkoli, ki jim že težko sugeriramo, ne. Druga stvar je pa doslednost, no. In me vedno preseneča potem, ko kdo reče, ne, moj pa tega ne je. Ja, če imaš doma samo zdrave stvari, se on ne more druga jesti. Tako da moj otrok obožuje ajdovo kašo, ko vidi brokoli, ponori in to so stvari, zato ker pač to je pri nas vsak dan na jedilniku. Torej sploh ni, ne vem, kinder jajčkov in neke sladkari. Ampak kako boš pa zdaj ti otroku, ki se je zasedel na računalniku, prodal skupne izlete v naravo? Ne se zdi, da ti vse vprašanja sam zase tle sprašujem. Ja, koliko starmu? Mislim, recimo, da nekoč je bilo drugače, zdaj pa se je ta starš odločil spremeniti način. Ja, spet bi rekla z nekim zgledom in jaz bi ziher pripeljala kakšne ljudi, ki bi entuzijastično pred njim razlagali o tem, koliko je to fajn. To je bilo bolj namenjeno tistim našim gledalcem, ki imajo občutek, prodaja se me ne tiče. Mogoče imajo tudi kakšni vodje, ne, občutek, prodaja se me ne tiče, ampak meni se zdi, da vodja je pa tisti, ki prodaja vizijo podjetja. Direktor mogoče ne prodaja dobesedno tistih produktov končnim strankam, prodaja pa poslanstvo in vizijo svojim zaposlenim, svojim partnerjem. Kak nasvet na to temo? Si rekla, da delaš veliko tudi za večje organizacije. Ja, in vedno je prva debata o zgledu, se pravi, ne more vodja zahtevati, ne vem, lepe komunikacije, medtem ko on v bistvu ne uporablja pri komunikaciji predlogov, ampak v bistvu skozi, ne vem, kritizira, ne.
Se pravi, težko govorimo o spremembi klime, če ni, a ne, from top down, če niso oni prvi tisti, ki v bistvu spreminjajo to kulturo. Tako da vodja je tisti, ki v bistvu spet prodaja svojim zgledom in s tem, ko pokaže pot in ko je on prvi tisti iniciativen in potem tudi drugi sledijo s tistim spoštljivim odnosom in z vsemi stvarmi, ki si jih želi recimo firma sama spremeniti. A bi ti dobrega prodajalca postavila za vodjo? Pa bi, absolutno. Meni se zdi, da mi, ki smo dobri prodajalci, smo to zelo people skills, imamo zelo visoke people skills, tako da, kar je ena izmed pomembnejših nekih lastnosti, ki naj bi jih imel dober vodja. Tako da, absolutno. Takoj. Kako bi pa plačevala ljudi glede na prodajo ali pa na učinkovitost? Ja, zdaj smo slišali, koliko je modelov, v bistvu, ki vedno bolj v bistvu ta fleksibilen del vpeljujejo, da se za v bistvu po nekih normativih in za presežke v bistvu nagrajuje. Jaz sama recimo tukaj bi potrebovala pomoč kakšnih ostalih psihologij, ki mogoče bolj redno spremljajo spremembo, preprosto moramo pa malo počakati, da se bo tudi dovolj dolgo ta scenarij dogajal, da lahko potem primerjamo, kaj je bilo boljše. Sama lahko samo to povem, da recimo pri sebi opazim, da, ker jaz imam zdaj zunanje sodelavce, nimam več v bistvu notranjih, ker sem ugotovila, da čim si ti zasiguran za nek svoj del, čakaš na kdaj bo plača prišla, in ti pozabiš na samo iniciativnost, na proaktivnost, tako da trenutno zelo iskreno ocenam v bistvu ljudi, ki so proaktivni in ki v bistvu so po projektu plačani, in ti, če hočeš projekt dobro narediti, potem moraš biti tudi aktualno seznanjen, kaj se dogaja, se moraš potruditi, tako da trenutno recimo mi ta sistem zelo odgovarja. Prej sem rekla, kdo bi si mislil, da bo psihologinja pristala v prodaji, pa rekla Blanka, prodaja je povsod. Koliko so vas učili na psihologiji o prodaji? Jaz moram priznati, da tudi stika z ljudmi je bilo bolj malo, kar je hecano, glede na to, da imamo potem veliko stika z ljudmi, ampak ja, vse neke osnove so bile, moram pa priznati, da večino stvari so mi naredila dodatna izobraževanja. In tukaj, če samo omenim Grow Adriatic, v bistvu sem preko tega, ko sem postala še zunanja konzultantka za Grow Adriatic, v bistvu še njihova trenerka mehkih veščin, torej poleg svoje organizacije sem še tudi trenerka, v bistvu sem z njimi spoznala ta program prodaje, ki ga tudi predajam naprej in z njimi se mi je v bistvu sploh zavrtel svet in se nekaj pismo, jaz če bi to prej vedela, jaz bi lahko prej živela od tega, koliko so v bistvu stvari preproste, ampak preproste, če se ti ne usedeš dol, če ne pogledaš, kaj se da narediti, da ne vidiš teh stvari, teh številk na mestu, preprosto drugače reagiraš. In pol še mentorca, kot je Jana Colnar, s katero greš na sestanek in ti sam reče, lej, mi gremo tja navezati stik in vidiš, da si lahko sproščen in da v bistvu res na koncu ljudje res kupijo, če vse začutiš, če vidijo, da pač imaš nekaj, da si siguran, da ne rabiš skozi nekaj govoriti in naštevati, zakaj bi tebe mogli in kaj je pri tebi dobro, ampak da počakaš, da oni sami to ugotovijo, da je to tista dodana vrednost. Zdaj mi je šlo skozi glavo, moj oče je profesor, moja mama je učiteljica, moj brat 10 let starejši, v 90-ih odprl podjetje in moja mama je bila zgrožena. A zdaj boš pa prodajalec? In tudi sicer marsikdo reče, ja, veš, ti manipulatorji, nekaj za psihologijo, kot da je to slabšalno, da ljudje pravzaprav poznamo delovanje drug drugega. A je torej to manipulacija ali je to samo, krajšnica? Ja, danes sem začela ponesrečeno eno delavnico, ker sem vprašala eno ekipo, kakšne prodajalke bi rade bile in je bil tako odziv, sploh nočemo biti označeni kot prodajalci. Sem se tako grizala v jezik, to ni bil najboljši uvod. Se pravi, ja, dejansko imamo predsodke, ker takoj pomislimo, da nekdo z nami manipulira. In jaz sem imela čisto iskreno ful težave s tem, zakaj bi jaz neko firmo učila, če mi recimo njihov produkt ni všeč ali pa če se mi zdi, da s tem onesnažujejo okolje. In sem imela zelo visoke standarde, koga in katere firme bom sploh sprejela in učila. Potem pa v bistvu prideš do tega, da ta program, ki ga jaz učim in ki sem ga jaz poznala, če ste dobro poslušali, ste videli, da je v koru v bistvu skrb za sočloveka.
da je skrb za to, da jaz njemu pokažem, da je vreden, da mene skrbi, kaj si on želi, kakšne ima on težave, kako se počuti ta trenutek. Se pravi, s temi vprašanji raziskujem in ko sem dojela, da jaz v bistvu učim, kako spoznati drugo osebo, kako navezovati stike, ko ti enkrat znaš odprta vprašanja, recimo ti si lahko porihtaš odnose v privat življenju, z sodelavci, ne samo strankami, pa sem se jaz čisto pomirila. Se pravi, ko razumeš bistvo prodaje, kar sem probala predati v predavanju in upam, da ste ga zaobjeli, torej, da daješ, da iščeš, kje lahko nekomu pomagaš in potem, ko bi šli čez moj celoten program, bi videli, da tudi jaz rečem vedno, mi iščemo svoje stranke, in če ti vidiš, da nekdo tega ne rabi, pet stran, ker brez veze mu je to vsiljevati, tako da na ta način sem se jaz pol pomirila in sem tudi rekla, prodaja je the best, zato ker je navezovanje odnosov, medtem ko tisti primer s prodajo sesalca in s tem, kar mogoče kakšne velike družbe delajo, ko te kličejo po telefonu, ti nimaš časa dihati, recimo jaz takih hladnih klicev ne učim, Jaz učim, da ti počakaš, da mu reče ja. Jaz učim, da ti vprašaš, a mi lahko pomagate, da vprašaš, kdaj se lahko še sestanemo, ne da ti sam, dober dan, danes bi vam rada ponudila, pa jih včasih vprašam, jaz sem to prvo že kupila, a nimate niti tazga CRM-ja, da bi to videli, Torej, so stvari, ki se izkoriščajo, ampak mi smo tisti ljudje, ki na to pristajamo. Mi smo tisti, ki rečemo, v tej službi bom delal, čeprav vidim, da mogoče to ni najbolj fajn. Glejte, prodajalca vsaka firma rada. In če znate to, se zadovoljiti, da delate na tak način, ki ni human, ali pa pač naredite malo po svoje, pa ne čisto po tisti skripti, ampak dajmo ohraniti to, da smo mi najprej ljudje. In tukaj mora vsak sam narediti premik. Jaz bom samo tako rekla, delam na tak prijazen način, pomagam vsakmu in če imam 2 leti zapored 200% rast prihodka, potem vam lahko povem, da nekaj delam prav. Tako da ni vse v tem, da na masi delam, pa da samo vsiljujem. Definitivno to ni način, na katerega bi jaz bila zadovoljna sama s sabo in rekla, ok, tako hočem živeti. Definitivno. Ja, kot si lepo rekla, tvoja definicija prodaje je profesionalno dajanje. Ja. In to dejanje, prodaja, profesionalno dajanje, to je torej tisto, veliko si nam dala danes, veliko si nam dala že na snemanju. Upam, da so tudi naši poslušalci dobili veliko motivacije za to, da si želijo prodajati na prijazen način in ne na vsiljiv način, torej brez sramu, ampak s ponosom in spoštovanjem. Tako kot recimo mi dve z Blanko prodajava našo pozitivno psihologijo za boljše življenje, ker res verjameva v to, da bi lahko ljudje gojili boljše odnose, in odnosi so tudi tvoja zgodba. Tako da dobrodošla v našem timu strokovnjakov. Zdaj pa je ura čas, mi da vedno obljubljava ljudem, da vsaj ob 9:30 bodo lahko začeli z drugimi dejavnostmi v dnevu. Smo le torek, danes je torek, jutri je sreda, nov delovni dan. Tako da, draga moja Nina Dušič Hren, najlepša ti hvala. In kaj naj rečem, jo prodam še vam. Vzemite jo in hkrati podpišite, lepo prosim, za čisto vodo prav vsi. Če smo to danes predali, smo vse naredili. Tako da hvala vsem, ki ste spremljali. Evo, draga moja Blanka, dobili smo nekaj nasvetov, jaz sem šla kar do profesionalca, pa da vidim, kako naprej. Konec koncev mi da res verjameva, da se vse življenje učimo. In najboljše se učiš kar pri viru, Natanko tako, in od te 7. konference o kreativnosti nam ostajata še 2 predavanji, ki jo morava prodati sedaj vsem vam. In verjamem, da bomo našli veliko pozitivnega jutri ob 2, ko nas bodo pričakali 3 mušketirji. Dr. Miha Škerlavaj, magister Žiga Vavpotič in Jernej Česen s temo Kreativnost sreča Excel. Pogovarjali se bomo o tem, kaj se lahko naučimo iz te naše slavne zgodbe razvoja podjetja Outfit 7, pa iz dobrodelne oziroma neprofitne organizacije Simbioza, ki je naredila preboj, kar se tiče medgeneracijskega sodelovanja s svojimi projekti.
Zvečer, jutri pa čaka še. Takrat bo pa nama nerodno, ne? Takrat pa čaka še najino predavanje na temo razvojne miselnosti. Tako da tudi mi, da bomo prišli na oder, izza kulisja si bomo vzeli svojih 55 minut in pa poskušali navdihniti za vse življenjsko učenje. Tako. Se vidimo torej spet jutri in lahko noč. Jaz sem pot do zmage. Ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica Triglav. Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.